In ne samo upava, sva prepričana, da bova še vedno trdno povezana s slovensko skupnostjo, bova še naprej pisala za Svobodno Slovenijo, upava, da bova lahko posredovala knjige, najne izkušnje iz Slovenije Slovencem tukaj v Argentini. Ko so se naši starši izselili, ko so prihajali v Argentino, so bili potem čisto otrgani od Slovenije in so samo sanjali o Sloveniji. In tudi za nas je bila Slovenija samo, predvsem v literaturi, ki mene zelo pritegnila, sem poznala samo literaturo do Prešerna. Je bilo zame ogromno odkritje, ko sem poznala recimo Šalamuna, Pavčka, da je pač slovenska literatura tudi rasla, in ko so naši starši sem prihajali, niso poznali jezika. Mi si ne domišljamo, da poznamo slovenščino po tankosti, niti ne španščine, ampak slovenščina nam ni tuja. Pri nas doma smo zmeraj slovensko govorili in za nas ni bila to nobena teža, je bila neka prednost in ravno tako se dogaja najnima otrokoma. In morda smo v tem bili srečni, da nam je mama lahko privzgojila tisto lepoto, tisto, da smo se svobodno o tem odločali in da smo res čutili kot dar to, da smo Slovenci. S to našo odločitvijo, da se preselimo v matično Slovenijo, je pač ostane problem, da se širša družina razdeli. Nam ostanejo, v mojem primeru, mama, sestra z družino, nečaki, in se zna zgodi, da jih bom pogrešal. Brez dvoma jih bom. A v tem pomislim na to, da so naši starši pred tolikimi leti odhajali prisiljeno. Mi pa se tja podajamo iz lastne volje. Torej, smatram, da ta ločitev ne bo pretežka ali da jo bomo lahko prenesli, ker v teh 50 in toliko letih so se komunikacije tako spremenile, da nam danes ali telefon ali internet, medmrežje omogoča, da smo skoraj v stalnem stiku s tistimi, ki jih pustimo tukaj. Obenem pa se zavedamo, da imamo v Sloveniji toliko sorodnikov, sicer ne tako iz ožje družine, ampak ki nam bodo s svojo dobroto tudi pomagali, da bomo tisto družinsko pomankanje, da ga ne bomo toliko čutili. Moj zdravnik je povedal to zanimivost, mi je rekel, prva mesece do prvega leta boš lahko pogrešal kaj, ampak si pripravljen na tisto, da boš pogrešal nekaj logičnega, družino, prijatelje, okolje, ampak na tisto si pripravljen, tisto te ne bo strlo. Strete lahko misel, spomin na eno skoraj neumnost. Pravi, on je belgijskega porekla in je rekel, enkrat si je zaželel buenosajreškega neba, modrega neba. Belgija pa ima zmeraj bolj oblačno, megleno nebo in pravi, in tisto te lahko tako streda, če nisi pripravljen na to, da če ti ponudijo listek za nazaj, za Buenos Aires, ga takoj pograbiš in odneseš in greš nazaj. Pri vsem tem se ne moremo izogniti besedi slovo. En del te besede pomeni žalost nad ločitvijo. Ampak so faktori, ki vplivajo na to. Jaz osebno se spominjam mame, svoje mame, ki je imela 7 otrok in je v istem dnevu 5. maja 1945 izgubila isti dan 5 otrok. 2 protikomunistična vojaka in 3 dekleta smo šli ven. Ampak potem moram pa to razširiti, nujno razširiti na slovenske matere. Sploh študiram to vprašanje, bi rada eno knjigo, kjer bi matere povedale svoje, kaj so doživele, ko so se ločevale od svojih otrok. Se imamo 12 000 samo tukaj ali tam, ne, pa jih je še več. Pa je še nekaj drugega. Mi je v ponos, da tudi Gregor in Mirjam z otrokoma to čutita. Kajti to, kar imamo mi od doma v sebi, zaklad vire in pa narodnosti, to je tako velik zaklad, da brez tega ne bi mogli živeti. Spomnim se, ko smo prišli sem v Buenos Aires, pa sem hodila po teh cestah, pa sem rekla, ja, kaj pa ti tukaj delaš, si ne spadaš sem. Potem mi je doletela na naloga, da bi nekaj napisala.
In tista naloga je bila rešitev zame. Zakaj? Peljala me je do knjižnice, v kateri je knjiga dr. Rudarja Večnost in čas. Tam je poglavje o narodnosti, tam je poglavje o državljanstvu. In ko sem tisto predelala, sem rekla, oprostite, če se lahko imenujem sebe, ker sebi dostkrat govorim, ne? Marijana, tukaj je rešitev. En filozof, katoliški filozof misli enako kot neka preprosta slovenska žena. Odpadli so od mene vse skrbi, vse težave in vsi problemi, vsi dvomi. Od takrat naprej živim svobodno, kajti prišli smo v svobodno državo. Drugi, ki so prišli v druge države, niso imeli te sreče. Že v Severni Ameriki ne. Tam so jih gledali z viška dol. Nas so skoraj od spodaj gor gledali. Argentina nas je pustila, da smo živeli to, kar smo v sebi nosili. In to, kar smo v sebi nosili, je bilo to, kar so nam dali starši, kar nam je dala Slovenija, kar nam je dala tudi šola, kar nam je dalo tudi taborišče. Kajti smatram, da smo bili privilegirani v tem, da smo šli v skupini in tista skupina nas je peljala po vsej poti begunstva proti Gorenjski, Avstriji in potem Italiji. In kaj je bilo pri tem še pozitivnega, kar ima posledice tudi danes, da smo ostali, kar smo, v prvi, drugi in tretji generaciji, to je, da smo imeli vodstvo. Vodstvo, ki civilno in pa versko tudi, ki se je skladalo, ki je šlo harmonično. In še danes se zlagata obe društvi, društvo Slovencev nekdanje, ki se danes imenuje Društvo Zedinjena Slovenija, in pa cerkveno vodstvo. Tukaj je zasluga, da so po eni strani gospod Orehar, po drugi strani gospod Stare, da so skrbeli za to čredo, ki so jo pripeljali iz Slovenije. Čutim veliko hvaležnost do tega. Kajti že ko smo prišli v taborišča, smo takoj imeli vse, šolo od otroškega vrtca skoraj do univerze, pevske zbore, gledališča. To je v poklon naši avtoriteti, ki še danes drži. Vsaka stvar ima svoj začetek in oziroma neko pospeševanje tega narodnostnega čutenja je prišlo ob šolski nalogi, ki nam jo je dal dr. Krivc, kakšni moramo ostati v tujini. Takrat sem se spomnila nekega taborenja na Visokem. Iz graščine Ivana Tavčarja se gre po eni lepi potki, peščeni, beli, do njegove grobnice. In tam je na robu napisano: narod slovenski mora stati kot večno drevo, kateremu korenine nikdar ne usahnejo. Na osnovi tega gesla sem potem pisala nalogo in prišla do tega, da smo mi, ki črpamo iz korenin slovenskih, iz debla, ki so naši starši, da je mladina, takrat smo bili mladina, da je to cvetje. In to podobo vam neprestano, to se pravi zelo pogosto pred očmi, da če smo mi tukaj, to ni v škodo Sloveniji. Mi smo krošnja. Mi smo krošnja slovenskega drevesa, ki sega iz teh korenin in iz tega debla v svet. In ta krošnja je potrebna. Čim širša je, tem pomembnejše je drevo. Zato smo se potolažili, da smo mi tudi potrebni Sloveniji, da širimo njeno ime in vse, kar je z njo s tem v zvezi. In potem še na to Cankarjeve besede, ko pravi, katerikoli drug narod bi ležel na mrtvaškem odru, bi mu žalostinke peli, bi mu sveče prižigali. Narod slovenski, ti si postal. Tako se je tistemu prvotni ljubezni in poznanju slovenske zgodovine, ki so nam jo dali že doma, se je pridružila ta zavest tega junaštva, te borbenosti. Dobro, in če bi za zaključek hotela poiskati eno stvar, ki jo nosimo vsi zelo globoko, globoko v srcu,